Nahajamo se v galeriji Media Nox, kjer ima samostojno razstavo Ana Malnar. V teh slikarskih delih gre pravzaprav za eno raziskovanje med tremi stvarmi, med čutnostjo, odnosom in pa pravzaprav spominjanjem. Gre za moška telesa, tako akte kot portrete. Srečujemo se pravzaprav z tehniko olje na platno, kjer pa pri nekaterih slikah je to predvsem izrazito vidno, je dodan pesek, kar doda neko dodatno plast, morda kot tanko tančico kože, ki je glede na tematiko pravzaprav željna nekega dotika. Poteze Čopiča brišejo identiteto subjekta na sliki, ta identiteta se pa išče v gledalcu. Tako v bistvu nastane neka dinamika med tremi osebami, med subjektom na sliki, med gledalcem in pa umetnico samo. Torej gledalec v tem procesu postane opazovan. Te veliki formati slik so pravzaprav postavljeni v nek trenutek vrhunca, v neko čutnost, v neko tenzijo. In gledalec je v tej igri pravzaprav kot gledalec v gledališču v času, ko se spusti za kulisje. Gre za nek morda celo zastoj diha, ko smo postavljeni v nek trenutek čutnosti, nek intimen trenutek, ki je zelo izrazit, predvsem na teh večjih formatih slik. Sam naslov Becoming deluje izzivalno. In tudi to je neka taka stvar, ki mogoče nekega laika tudi povabi k pogledu, zato ker je dvodimenzionalen, lahko se prikazuje kot becoming, torej nastaja, ali pa becoming v bolj erotičnem nazivu oziroma smislu. Ta serija slik je nastala vsa v tem letu. Z moško figuro sem se začela ukvarjati potem, ko sem prišla iz izmenjave, iz Bruslja, in me v bistvu sam življenjska situacija postavila v to, da so začele te neke intimne odnosne stvari in fotografije prihajati v moj studio. In vse te slike jim je skupnega to, da raziskujem meje med telesom, med občutjem in med spominom. In čez to nekako tudi vzpostavljam dialog do teh realnih portretirancev, do realnih oseb, ampak jih vseeno pač puščam anonimne. In zdi se mi, da pač ima slikarstvo to možnost, da raziskuje občutje na neki čist estetski ravni in pač tu ima to moč, da se lahko dotikam spomina čist vizualno, dotika čist vizualno. In zato v sklopu tega pa me pač še odprej zanima ta nek vdor podobe oziroma nek vtis, nek čuten vtis, ki je zelo hipen. V bistvu te podobe me zanimajo iz pač aspekta tega, kako prenesti pred gledalca nek močan čuten vtis in mogoče je tudi zato ta razgaljenost in pač to razmerje raziskovanja med intimnostjo in zasebnostjo in pač javnostjo in kako je to predstavljeno. Torej tudi neke teme raziskujem, ampak ja, pač vse slike so zelo osebne, fragilne in mislim, da pač čez to postavitev in čez to tematiko tudi poskušam nekako sebe na koncu razgaliti in razumem, da se lahko gleda to, da slika moški akt kot na način, da hočem objektificirati moške, ampak se mi zdi, da čez način, kako so slike narejene, pač to sploh ni res in tudi z naslovi, ki jih dajem, ki so zelo poetični in pač nekako sebe postavljam v dialog do nekega portretiranca s tem, da se mi zdi, da često poskušam tudi odvzeti to objektifikacijo.
in čez to, da pač slike razgalim oziroma na nek način poskušam odpreti to, da pač te portreti niso zares realni, ampak jih slikam na način, da v bistvu se zelo nanašam na naključja in na napake in iz tega skušam slikati, zato ker takoj, ko grem v neko racionalno misel, se mi zdi, da te portreti takoj dobijo neko narativnost in zgodbo in pač tega se pač skušam čim bolj upirati. Tako da ja, pač to je to. Dela nas zagotovo šokirajo, nas postavijo v neko nelagodje, ampak zagotovo povabijo k ponovnemu pogledu oziroma k ponovnemu zazoru, zastoru, da se mogoče povprašamo tudi pač, kaj mi kot gledalec delamo tam, ker smo postavljeni v nek čuten, intimen trenutek, ki je predstavljen na sliki. Tudi prikaz in slike oči so nek ta dodatek k temu, da je opazovalec pravzaprav vključen v to, da je gledan, da je opazovan, da je del v bistvu celotnega dogajanja v galeriji. Ana Malnar pravzaprav prikazuje svoj svet odnosov, svojega lastnega doživljanja, ki pa se kaže v tej izraziti čutnosti in tenziji, ki nastaja in se gradi skozi celotno razstavo pravzaprav. Kar zagotovo igra tudi neko vlogo, je barva. Barva v bistvu doda k tej intimi, torej nastaja neke vrste kontrast oziroma paradoks tega tenzičnega, močnega, čutnega trenutka in pa na nekih slikah intimnost same barve. Morda pa se ob vsem skupaj, ob vsem pregledu postavlja tudi neko vprašanje, kako pa zdaj dojemamo moški akt, kako zdaj, ko je le-ta predstavljen iz strani ženske umetnice.